Kaj sem jezen, tukaj lačen. Je pa problem, ker tle ima policijsko uro. Evo, tole je moja nova prenočitev. Lejte, tole sem se ustavil. Kako je lep hotel. Evo mene. Lahko bi se reklo, da sem spet v sedlu, se pravi v avtu, ampak tokrat mnogo lažje, ker sem vso robo ven dal, pa še nekih 50 litrov nafte stočil, tako da zdaj bo vožnja veliko bolj prijetna, pa tudi prej ni bila slaba. No, drugače, da vam povem plane, ura je kar zgodaj zjutraj. Jaz sem se odločil, da odhajam iz Kijeva, zato ker sem se tudi odločil, da se v Kijev še vrnem. Takoj, ko bo možnost, bom je šel spet v Ukrajino obiskat Černobil. Zdaj ga žal ni možno in bom takrat siguren še lahko si Kijev pogledal, čeprav sem si ga pogledal že 2016, ampak drugače bi še en dan ustal. No, sem se pa odločil, ne vem, če mi bo ratalo, ne me za besedo držati, da grem posvojiti še najvišji vrh v Ukrajini. Najhujši problem, ki ga pa imam, je pa to, da moram danes priti do izhodišča. Je pa problem, ker tle ima policijsko uro. In ne vem, če mi bo uspelo, ker je 12 ur vožnje po navigaciji, ampak to pomeni v praksi mnogo več, še posebej z menoj, s tem Peugeotom, ki bolj počas vozim. Tako da držite pesti, da mi uspe priti do tam. Ne bom nič ustavljal, niti za jaz, niti za nič, ker hočem priti. Bom ustavil samo v kakšni trgovini, si kakšen pregriz zakupam in to je to. Nič, zdaj pa naprej proti Karpatam. En hiter update. Ene 2 urce se že vozim. Zdaj sem na črpalki ustavil, sem si vzel neko pecivo, tam ko so imeli, ker za jaz nimam časa se ustavljati, vodo. Zdaj pa sem ugas naprej, po navigaciji mi kaže, da bom prišel ob 8, kar je v redu glede policijske ure. Ampak tu se lahko hitro spremeni. En zastoj pa je pred problem. Vozim se že 7 ur, imam še 3 ure pa pol. Gre čist po načrtu, po navigaciji, kar me izredno čuti. Imam verjetno srečo, ker v to smer ni nobenega prometa, pa to, pa te vojaške kontrole, ki so zmeraj gužve na kontrastrani. Drugače pa lejte, čeprav imam sam 170-180 km do cilja, to je seveda nekje v hribih, lejte, sem še na čisti ravnini, tako da čakam, da se te hribi začnejo, tako da malo mi je že dolg čas, no, te hribe čakam. Zdajle sem prek telefona rezerviral sobo, ne boste verjeli ceno, 11 € za 2 dni, dodatno zajtrk 2 € na dan. Me prav zanima, kaj bom dobil, imam pa občutek, da bom zelo dober, pa da vidimo, če me občutek vara, tako da bo to zanimivo videti. Sem pa še 2 ure od nastanitve. Tukaj se pelem čez en ful lep kraj, tak turističen mi izgleda, lepo urejen, ja, lejte, tle tudi kakšen hotel. Ful gostilen, lokalu, zdaj se mogoče ta glavno že zamudil, no, lejte, vidite, tle tudi je, lejte, zelo lepo, tamle od spredaj ena lepa hiška. Ta glavno sem pa zamudil, ker sem to videl, pol me šele spomnilo, da bi jaz to snemal, ne, in tle je res, evo, mladem se ne ljub, hitro stopiti čez prehod, res lepo turistično, mislim, nimaš občutka, da bi bil v Ukrajini, je vem, bom rekel, nič drugače kot pri nas ali pa Avstriji, ne. Tako da zdaj tle odzad so pa že gore,
še urco pa pol, pa ne veliko kilometrov. Tako da me tu majčkeno skrbi, kakšna je cesta. Namreč, se veste, tisti, ki ste me spremljali, kako je bilo v Gruziji, mi ni bilo jasno, sem imel 10 km pa še 1 uro. To je samo pol znak, da je ful slaba cesta. Ampak zaenkrat gre čist super. Glejte, tudi reke, mislim, ful lepo. Mi ni čist nič žal, da sem šel. Glejte, tole sem se ustavil, kako je lep hotel. Tako da boste videli, da so v Ukrajini res lepa zadeva. Tako da, glejte, tukaj tudi lepo čisto v stilu. Tamle je še gostilna, tako da res lepo. Sem prispel v to famozno prenočišče za 5,5 €. Tle je že majčkeno gužva bila s parkingom. Vhod imam tam odzad, boste videli. Je pa tle noter milijon otrok, ampak res milijon. Bom pokazal. Evo, tole je moja nova prenočitev. Kakor sem že povedal, 5,5 € stane. Šefica mi je sicer rekla, da moram tlele spati, ker sem eden. Ampak jaz bom tlele spal, zato ker, se veste, jaz sem rad v komod, imam rad veliko poslo. Sem mi pa itak dal 15-20% več, kakor je bilo, se pravi, dal sem je 7 € namesto 5,5 € na noč. Tako da imam, da si pol tu lahko to pravico vzamem. Če bo pa treba še kaj doplačati, bom pa še kaj doplačal. No, lejte, WC zelo lep, čisto, izredno in tudi zelo lično. Zdaj tle pred ven stopiš, ampak zdaj ne bom, ker cel kup ljudi, je taka velika dnevna soba, kuhna, tako da tle si ljudje za jesti pripravljajo. Jaz sicer si ne bom, jaz grem zdaj kele, tam je ena gostilna, mi je povedala, grem pojesti, ker sem lačen tako, da bom umrl. Je bilo na pot cel kup dobrih gostiln, sem se bal, da ne bi zamudil, ker imajo policijsko uro. Tako da zdaj grem pa lepo pojesti. Tudi zajtrk imam tukaj, 2 € ga je za doplačati. Super, boljš ne more biti. Tako da super. No, tisto, kako pa zunaj zgleda, vam bom pa pokazal, ker ne bo ljudi toliko, ne moraš ljudi snemati. Nič, ful sem vesel, ful sem zadovoljen, tako da zdaj pa jest. To je ta vasica, v kateri sem. Tukaj je celo neko sotočje rek, okoli pa hribi. Jaz mislim, da je moj tamle uni smeri, tako da bomo videli. Zdaj pa grem iskat na drug stran, tamle bi mogla biti neka restauracija. Šefica je rekla, da je dobra, da je tradicionalna, pa da vidimo. Lačen sem pa tako, da bo čisto vse dobro. Evo, peš sem prišel 1 kilometer do restauracije, je pa zaprta. Pa nisem z avtom šel, zato ker ste videli, kako sem parkiral komaj not vmes, pa se nisem hotel še enkrat, sem rekel, šel peš. Evo, zdaj bi lahko šel naprej, tako pa ne morem iti. Mislim, se mi pa ne da hoditi, sem tu zmatran, da ne gre, je pa tole zaprto, čisto logično. Kaj sem jezen, tukaj lačen, pa ne za jesti. Zdaj, ko vse je kakšna trgovina bila, pa tudi tega ni. Tako da najbrž bom lačen vstal. Ne vem, zdaj bi tam probal pol z avtom kam jet. Ali ne vem. Pasalo bi mi jesti. Poglejte, tole pa, ki bi se mi Marija prikazala. Trgovina. Hvala Bogu, da si grem nekaj zakupati, da ne bom lačen ostal. Evo, lejte, tle sem vzel tale suho sadje v rinfuzi, tole vrečkico, pa jabolka, pa še ene medenjake, drugače pa taka preprosta trgovina.